Vsaka življenjska zgodba je verjetno nečim posebna in zanimiva, ampak meni se stališče učenja zdi moje zanimivo zaradi tega, ker sem rojen v okolju in v razmerah, kjer mi pravzaprav ni bilo nič dostopno. Nismo imeli doma elektrike, ničesar, kar se priključi na elektriko, nismo imeli doma knjig, skratka, ničesar nismo imeli, razen streha nad glavo in neko medsebojno ljubezen. In jaz sem v zelo zgodnjem otroštvu mislil, da je vsa skrivnost tega sveta v knjigah. Zato sem takoj, ko sem se naučil brati, začel obsedeno brati, da bi razumel svet okoli sebe. In mislim, da je to sprožilo tisto temeljno radovednost na eni strani, ki je bistvena v življenju, in pa seveda neko čudenje nad svetom, neko iskanje življenjskega smisla, pa navsezadnje občutek lepega. In zaradi tega sem celo življenje tak. Celo življenje sem radoveden, celo življenje iščem smisel, celo življenje se skratka učim. Verjetno sem bil prvi med pisatelji, ki so začeli uporabljati kot delovno orodje računalnik. Verjetno sem med prvimi pisatelji, ki so bili na spletnih omrežjih pri nas. Hočem reči, celo življenje sem nekako v toku z vsemi novotarijami, ki jih ta svet prinaša. Seveda ne gre za novotarije, ampak gre za vse to vedenje, znanje, ki ga pač čas prinaša s sabo. Odgovor na vprašanje, zakaj sem tak, je verjetno res tam v tistem zgodnjem otroštvu. Zdaj, v teh letih pa se mi zdi seveda pomembno, da razumem čas, v katerem živim, da skušam čim več od tega, kar ta čas dobrega prinaša, ujeti, usvojiti, biti na tekočem. In to je na nek način res, kot mnogi rečejo, verjetno tak način vseživljenjskega učenja, da je pravzaprav način življenja.